Sedaj odhajamo pa še na drugo soto. Današnji dan se imenuje Petelinjek, en izmed mnogih petelinjekov v Sloveniji. Tle je fajn zaparkirati ob vseh cestah, se pravi tu kar nekaj cest pride ena, dva, tri, štiri ceste. Gre se pa tle gor. Tle bova pa sledila GPX-u, ki sta ga dala gor Tomi pa mislim, da Primož, S57VV pa S50 Tango Delta. Hvala Primož in Tomi za tole zadevo. In upam, da naju pripelje lepo na tale Petelinjek. Dan se je nekako že prevesel v popoldan, mislim, da je ura 1:30, tako da upam, da ni predaleč za hoditi. Je pa lepo, tle sonček zdaj, čist malo vetrčka je, tako da bo super sota. Radioamaterska oznaka S5RG 004, tale Petelinjek Kočevskih gozdov je pa 1212, se pravi 1212 metrov visok hrib. Prvi del gre po lepi cesti, tako da se bo še celo dalo peljati z avtom. Samo so res tele bankine so malo bolj tako. Ne bankine, toliko gre čez cesto. Ja, no, ne vem, malo se pa lahko gre tudi peš, kaj ne boža. Tudi na Jalovce se ne moš peljati. Tako da je fajn, če tudi malo gre, v bistvu so šla hoditi. Drugače pa danes poteka največje radioamatersko tekmovanje na svetu. CQ2W, CQ Worldwide se temu reče. Poteka od danes od 00 po UTC-ju pa 48 ur. Tako da imam malo enih par frekvenc, kjer to poteka, imam zelo zabasano z vsemi signali. Tako da naši majhni sota signali se morajo umakniti pol na druge frekvence, če hoče sploh kaj slišati. Tako, včasih sem jaz to redno delal, tele svetovna tekmovanja, zdaj sem pa malo preklopil na tole odvisnost od hoje po hribu. Ampak to so same take sladke odvisnosti. Pozna se že, da smo krepko v jeseni. Kaj? Cukor je bolj sladek. Cukor pa itak, jaz ne vem, kako se ga ne rešim. Sam vse se mi ne pozna toliko. Bi se pa rad od cukra malo znebil. Ma nekaj pa človek mora imeti v življenju, da greši. Dobro, ta Petelinjek. Enkrat moram res prešteti, koliko je teh Petelinjekov. Sigurno je enih 5, če ne še več v Sloveniji. Zdaj greva že na drugega. Po Vinski gori je tretji. Tako toliko pa z Kuram povezani imen. Teh je tudi ogromno. Kje imaš v Vinske gore kak Petelinjek? Tam, ko so partizanski grobovi. Se reče Petelinjek? Med spodnjo Črnovo pa Vinsko goro je Petelinjek. No, vidiš, glih o tem govorim. Tle je en kup enih kolovozov, res ogromno. Tako da najboljše, da imate tole navigacijo gor. GPX-ano, pa greste po tej. Je pa tudi označeno zaenkrat. Še s pikcami. Ja, je označeno, ja. Tako da tudi na ta način se da pomagati. Ampak je res veliko tehle kolovozov. Očitno se fajn les ven spravlja iz teh gozdov kočevskih. Seveda, mislim na širše območje. Videla sva tudi en velik iztrebek, verjetno medvedi, ampak ga nisva posnela. Ker dreka pa res ne bi snimal. Tudi ta pot na
Petelinek poteka skozi po takem cestnem kolovozu z rahlim naklonom, tako da lepo počasi pridobivamo na metrih. Nič kaj preveč zelo utrujajoče. Je pa kar nekaj za prehoditi. Kaj si zagledala? Vikendica. Ja, verjetno nek lovski dom. Malo gledava po tleh, gobe nekaj, ki jih ne poznam, take velike rumene, pa še neke druge sklobučki, pa ene zelo rumene medvedje tace sva videla. Se pravi, teh tac ne poberemo več. Če bi kak jurček še bil čvrstki. Boža ugotovila, da ni nič kostanja. In res so same bukve pa smreke. Kaj lepa pot, imate se skozi tudi označeno. Fajn zaenkrat. Da bi mogla Ja, bi mogla kje zaviti? tule gor je. Ok, se vstavljamo pa da vidimo, kam moramo zaviti. Naprej sva zdaj zavijala že kar malo bolj noter v gozd. Zdaj na en tak z veliko domišljije obledel kolovoz. Striktno sledimo GPX tracku, ki ga imam na telefonu. In to je en tak dokaz, kako je lažje, če imaš takole že prej označeno, kje bi vedel, da moraš tleti, ni šans. Tudi te oznake ne vidimo več uradne. Takole, zdaj me pa pogledati, kam naprej. Še vedno sva na kolovozu, ki postaja čedalje bolj blaten, in spet sva videla eno medvedovo taco s krempeljčki malo niže dol. Tako da sva spet malo bolj glasna. No, zdaj sva prišla ven iz tega blatnega kolovoza, tle pa že piše Petelinek, tle gor. Je pa tudi tle spodaj zelo blatno. Tako da, zanimivo, ta hriba sta toliko blizu in on je bil čisto drugačen, tle pa vse namočeno in blatno. Tako da greva zanimivo naprej, zdaj spet pogledati, ali se po tej cesti gre ali se gre po tej cesti. Ok, bože, zdaj imamo dve navigaciji vklopljeno, eno z GPX-om in ki je že naložen, in eno brez. Kaj gledaš, če je Marela? Gledam še jurček. Če je jurček. No, pa pojmo pogledati, da bo kaj pokazati. Kamen, Kamen verjetno. ali pa takle velik list. Nekaj so oba zagledala in zdaj greva pogledati, kaj je to. Listje, ja. Dobro, na lep travnik so prišla, na žalost ni sonca. Mogoče se bo pa še kaj pribilo. Tako, ker lušen travnik po tem blatnem kolovozu, kjer sva prišla gor. Pravilna pot na Petelinek je tale spodnja, ki gre bolj horizontalno, malenkost poševno navzgor. Od onih dveh, ki sem prej kazal, ko sem rekel, da ne vem točno kje. Tle je pa spet malo bolj normalno za stopiti. Ni toliko zvoženo, verjetno so na veliko les slačili pred parimi dnevi. Tisto najhujše blato naredilo. Zdaj so pa že čisto pod vrhom Petelinjeka, 1212 metrov visokega. Našla sva fino, šla sva skozi po GPX-u, bože, pa glih ugotavljala, da je še ena druga pot urisana noter, ki je verjetno mogoče malo bolj okrog, ampak ni po takem blatu gor. Tako da sem še pol odločila, kje bo šla nazaj. To je še zdaj enih 50 višincev in sva na vrhu, po mojem.
Vsi tile hribi tle na tem področju so večinoma enaki. Gos, pa nekaj skupek skal in tam je vrh. Takole izgleda tale petelinja reč. Zelo zaraščena pot, čeprav je označena, vendar zaenkrat nimam teh trav več veliko. Dobesedno začetku, zelo koncu oktobra, začetku novembra. Soča 5-0 Triglav Drava, Tomi, pozdrav zdaj še iz Petelinjaka. Po tvojem GPX sledi super gor prišla brez problemov. 5-9, izvoli. Enako 5-9. A si kaj sprejel, kaj sem ti povedal? Brez problema, to sem razumel. A sam to si razumel. Pravim, da so po tvoji GPX sledi prišla gor brez problema. Hvala. Če ni zakaj, pa še kdaj. Ok, hvala. Po liderjih. Čau, čau. Čudež, samo ena zveza ali kaj? A je še kdo za Soto? Soča 5-7, Soča Portabel iz Petelinjaka. S5-6 IHX. Fantastično, IHX IVG 5-9. Jo, Sanji, to ti 5-9, za oba, za S5-6 IHX in 9 joga. Super, ajde skočva še na 70. Lahko. Hvala Izola. SP6 Ljubljana, hvala Izola, Drago, iz RG004, ušti prvi na 70 centi, 5-9. Ja, 5-5, odlično, 5-5 prideš, hvala. Super, IHX sprejemaš, Maren? SP6 IHX, a gre? Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel. Čakaj, jaz sem na 2 metra to delo, Drago, ne? Drago, si še tu? Ja, sem, ja. Čak, to smo mi zdaj žgala na 2 metra, a ne? Ja, na 2 metra sva, ja. Bente, gremo na 70 še probati. Če bo šlo, se oglasim, nekaj. Marjan, se oproščam, pozabil sem priklopiti, a gre? S5-6 IHX, S5-7S. Ja, Sanji, tako je bo. Ajde, 5-5, za oba. 5-5, ti si pa 5-8, 5-8, ok? Ok, Sanji, faj bodita, se slišmo, živo. Živjo, LFI, a gre? Bo šlo, vraga. Ceko Sota, Soča 5-7, Soča Portabel, SP6 LFI, a gre, Drago? Triglav Drava. S5-0 Triglav Drava, Tomi, 5-9, 5-9, Tomi. 5-5. Hvala, SP6 LFI, a si tukaj, Drago? SP6 LFI, a gre? Očitno, da ne. CQ Sota, Sierra 5-7, Sierra Portable, CQ Sota. CQ Sota, Sierra 5-7, Sierra Portable, CQ Sota. Mike 0, Mike Delta Alpha. Mike 0, Mike Delta Alpha, 5-7, Mike 0, Mike Delta Alpha, 5-7. Roger, thank you, 73, Sierra 5-7, Sierra Portable, CQ Sota. Sierra Quebec 9, Charlie Whiskey Ontario. Sierra Quebec 9, Charlie Whiskey Ontario, 5-9. Hello Alex, 5x9, thank you Sota, good luck, good weekend. Thank you, good weekend to you too. Sierra 5-7, Sierra Portable, Sota. Eco Alpha 3, Eco Victor Lima, 5-5.
Thank you. Sierra 5-7 Sierra Portable. CQ SOTA. Echo Alpha 2 Delta Tango Manuel 5-9. Thank you, 59 Alexander. Good afternoon, Echo Alpha 2, Denmark Tango, you're 5-5. Good shot, bye-bye, Alexander. Thank you. Sierra 5-7 Sierra Portable from Sierra 5 Radio Golf 004. Yankee Oscar 6 Charlie Foxtrot Bravo. Yankee Oscar 6 Charlie Foxtrot Bravo 5-9. Stand by, please. Stand by, Echo Alpha. Please, this is Yankee Oscar 6 Charlie. Alexander, you are 5 by 5, 55. QSL. Yankee Oscar 6 Charlie Foxtrot Bravo 59. You are in the lock. Thank you. Roger, thank you. Good luck. CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable SOTA. CQ SOTA Sierra 5-7 Sierra Portable CQ SOTA. Alpha 1 Delta Hotel Bravo. Echo Alpha 1 Delta Hotel Bravo 5959. Okay, Alex, 5555. Thank you, ciao. Thank you, ciao. Sierra 5-7 Sierra Portable SOTA. Petelinjek tudi odkljukan danes. Zdaj so ugotovila, da bi lahko tudi direkt tle gor šla. So prišla zdaj direkt tle dol, tako da vam ni treba glih tle iti okrog, ampak ker direkt gor se tudi pride čist komod. Pa še označeno je, pa malo bolj zaraščeno kot pa tle, ko je bil GPX track. Nikakor pa ne moramo najditi ene ceste, ki gre še malo više, da bi se tem blatnem kolovozu zdaj dol nazaj in grede izognil, ampak tako je pač v teh hribih, včasih moš tudi malo po blatu iti. Skratka, jaz sem zelo vesel za obe te dve soti, ki sta padle bolj tako na skoraj na silo, ker vreme je pa res nikakvo letos. Saj vidite sami, kako blato je kamorkoli prideva. Razen enih par tistih poletnih mesecev, ko je bilo pa res lepo. Zdaj smo pa itak gor se bolj po visoko gorju potepali, tiste je bilo res lepo. Sam jaz sem še na ta oktober zelo računal, ampak očitno, da bo treba pač se sprijazniti s tem, da je vedno več dežja pa mokrega. Nič, zaenkrat toliko. Ta druga kosmata sota je upravljena, zdaj pa gre počasi proti domu. Sklepna misel. Petelinjek S5RG 004 tudi odkljukan. Dol nazaj grede so ugotovila, da se še da po eni cesti mnogo više priti. Sem si koordinate zapisal, ampak tle je pa čisto v redu. Mislim, da smo midva hodila približno 1 uro 10 minut navzgor. Delček poti je res po zelo blatni, pravkar razvoženi blaki, tako da so šla zdaj po cesti malo drugje. Ampak so pol zavila direkt dol po hosti, da so prišla nazaj na ta GPX track, ki sem ga imel noter in na to potko. Skratka, možnosti se še odpirajo kjere druge, seveda tako kot povsod. Zdaj, če tista vlaka ne bi bilo tako blatna, bi bilo čisto v redu. Sva pa šla zdaj direkt pogledat gor do tega lovskega doma, oziroma karkoli je neka kočica tle usamljena. In se bi tudi tle desno gor dalo iti, pa bi pošel na tisto cesto, pa po cesti naprej. Malo vinek narediš, ampak v primeru zelo razmočenosti, blatnosti bi bilo tam boljše. Ni pa krajše, seveda ne, tle je pa krajše, absolutno. Očitno se ti, Tomi, to veliko ukvarjaš z temi liderji in vlakami. In smo ti hvaležni, da to daš gor. Kaj še bi povedal, pač spet en tak zaraščen, nerazgleden hrib. Zdaj, če iščete tišino, absolutno ste skoraj lahko zihar, da nobenega date tle srečer. Zelo težko, razen kakega medveda. Zaenkrat medvedov ni nikjer na spregled, očitno že si spijo. Toliko. Lepo se vsi mejte. In se spet vidimo na kakšni drugi aktivaciji v kratkem, če bo šlo le vreme zdržalo. 26. oktober, po noči spremenimo uro, gremo nazaj na zimski čas, 2024. Pozdrav, od naju z Božo.